Spoštovanje do tradicije in dediščine bi moralo postati samoumevno, ko govorimo o prenovah starih objektov. Lastnikov dedek je objekt v Beli krajini uporabljal kot vikend, kamor je hodil iskat svoj mir in skrbet za vinograd, v njem kuhal žganje in občudoval okoliško pokrajino. Razgledi so ostali. Prav tako pa trdna navezanost sedanjega lastnika na hišico, kjer je nekoč preživljal otroške dni. Zato je padla odločitev, gremo v obnovo. In takole je nekdanja napol porušena, skoraj zaraščena zidanica doživela novo, očarljivo, pristno podobo kot nalašč za pobeg od mestnega vrveža. Martina in Jure, živijo. Videl sem slike tele zidanice pred vajino prenovo in me zanima, odkot ta želja, strast, da človek takole lepo potem to obnovi. Očitno gre za neko srčno navezavo, ne? Pa ja, gre za zidanico, ki je bila v naši družini že, ne vem, več kot 70 let. In vsakeč so se peljala v Dalmacijo, so se potem tukaj ustavljala. Jaz sem se Martini hvalil, vidiš, to je pa naše, ne? In sem kazal to zidanico, ki je pa vsako leto bolj propadala. In do nazadnje, ko je bila že cela preraščena z nekim grmovjem in je bila pravzaprav rešitev samo še ali kompletna renovacija čim prej, ali pa pustiti, da se skupaj propade. In ta trenutek se je zgodil nekje spomladi 2022. Jaz pa moram reči, lahko samo dodam, da od trenutka, ki mi je to prvič pokazal, mi je bila zelo všeč. In vsakeč, ko smo šli v Dalmacijo, so nekaj, da se lahko stava, pa grem večkrat zidanico pogledati. Aha, torej, vi, Martina, če tudi niste tako vezani srčno bili na to zidanico, ker tukaj je bil Jure to stari oče, ne, ste vseeno videli potencial prenove in ste tudi vi tukaj malo dodali svojega. Ja, absolutno. Jaz sem se zaljubila že takoj, ko sem jo videla, kot sem rekla. Všeč mi je bila lokacija, da si na samo, da imaš ta božanski razgled nad Vinico, ta mir, ta navezanost tukaj na naravo. To me je v bistvu že takoj prevzela, ne. Martina in Jure do zdaj še nista imela izkušenj s prenavljanjem tako starega objekta. Zidanica je bila namreč že zelo dotrajana in tudi okolica objekta je bila popolnoma zaraščena. Prvi pomemben korak je naredila Martina, ki je najprej pregledala lepo prenovljene objekte v bližnji okolici in kontaktirala njihove lastnike ter jih prosila za nasvete. To je bil pravzaprav tudi pomemben stik z domačini Belokranjci, za katere sta ugotovila, da so izjemno prijetni in odprti ljudje, ki so jima nesebično pomagali tudi s kontakti dobrih lokalnih izvajalcev. Objekt je ostal v prvotnih gabaritih, le ostrešje je popolnoma novo, sicer pa so ohranili večino starih elementov. Zidani in leseni deli so večinoma originalni, obnovljeni, popravljeni in očiščeni, zdaj pričajo o starosti objekta in spoštovanju do tistega, kar je bilo v preteklosti dobro narejeno. V kleti, ki je nekoč služila za shrambo in vinsko klet, sta dodala nove tlake in uredila manjši apartma. V osrednjem delu zidanice je prostor namenjen druženju. Zaradi nekoliko spremenjenega kota ostrešja pa so pridobili stojno višino ter dodatno bivalno površino pod ostrešjem. Tu je zdaj glavna spalnica, saj je to prostor z najlepšimi razgledi na okolico. Vsako nadstropje pa ima tudi svojo kopalnico in stranišče. Stare predmete, kot sta recimo dve leseni preši za vino, stari kosi pohištva in podobno, ki sta jih našla med prenovo, sta očistila in obdržala, tako da zdaj služijo kot okrasni predmeti, ki spominjajo na zgodovino objekta. Tudi zunanjost je bila potrebna temeljite ureditve. Najprej so poskrbeli za dovoz do objekta. Naredila sta tudi teraso in igrišče za odbojko. Bolj ali manj neviden del te prenove pa so nove inštalacije, ki omogočajo sodoben slog bivanja. In tako so se v enem trenutku pred zidanico znašla dva taka izvajalca, pravzaprav konkurenta, in sta prišla eden z Gorenjske, drugi lokalni belokranjski izvajalec. Sta prišla in gledala to zidanico skupaj z nami in sta rekla, eden je rekel, ja, tale hrast in potrka po nekem tramu, prav ne bo več trajal dolgo, ne. To je bil ta gorenjski izvajalec in ta belokranjski izvajalec potrka po tem istem tramu in prav, tale hrast je kostan in če je zdržal 70, bo pa še zdržal 70 let, ne. Predvidevam, da ste vzeli ta drugega. Tako je. Kdo je prevzel notranje opremljanje in kako sta si to zamislila?
Pa jaz mislim, tako kot vse projekte do zdaj sva nekako delala to z roko v roki, kako jo bomo opremili. Želela še enkrat sva se spet delati nekam v enem takem tradicionalnem duhu, zato tudi recimo materijale, ki sva jih zbirala, ne bi bili skladni pač z to podobo hiše, recimo keramika, ki sva jo zbrala, je nova keramika, ampak z neko postarano patino, tako da ja, mogoče najin obrtnik na začetku je bil kar presenečen, da je to nova keramika. Ampak ja, tako da sva obdržala pač te stare elemente ali pa pač nove elemente, ki izgledajo pač kot stari. Se pravi, Martina vloži ogromno in bistveno več časa, kaj jaz v to. Razišče res, kaj vse je na voljo. Pripravi nekako par predlogov, se pravi, se usedeva za mizo in pogledava, kaj je do takrat nabrala, nekih screenshotov, nekih linkov in tako naprej. In potem vedno najdeva neko skupno nit. Jasno, koncept je že prej jasen, kaj naj jo zanima, ne bo to zdaj moderno, staro, tradicionalno. Sva letos po prenovi, ki se je končala ravno na moj rojstni dan in na obrtnikov rojstni dan, to takrat smo se hecali, mi smo se dogovorili aprila lansko leto, da bomo začeli z obnovo. On je rekel, nekako smo prišli do tega, kdaj imava rojstni dan, 29. aprila, oba dva z obrtnikom, in je rekel, jaz ti obljubim, da boš lahko tukaj praznovala rojstni dan, da ga bomo skupaj praznovali. Tako da od tega dne, od 29. aprila, sva preživela kar nekaj časa tukaj. Lepo. Neko otvoritveno zabavo torej je doživela ta prenovljena zidanca? 3-4, recimo. Se pravi, oče moj je tudi bil zelo vesel te renovacije, tudi se je sam na začetku predvsem angažiral in je večkrat prišel presenetil s kakšno travo, ki jo je zasadil, posejal, zato da bi bila čim prej parcela nazaj v tem prvotnem stanju. Žal pa še ni zdaj pa še ni dejansko po kompletni renovaciji, ga pa še ni bilo tle, ravno zaradi tega, ker pa ima on polet neke druge obveznosti, ga je zanimala bolj Grčija in tako naprej. Sem pa prepričan, da se bo še oglasil, zdaj se pogovarjamo, kdaj bo končno prišel za par dni v popolnoma kompletno renovirano zadevo. Po občutku bi rekli, da bo zelo prijetno presenečen, da bo, mislim, se ga bo splačalo posnet, ko bo prvo reakcijo videl. Mislim, da ja. On je tukaj tudi moj zadnji spomin iz otroštva je bil še z mojim očetom, sicer mogoče ni najbolj zabaven. On je bil tonski mojster na TV Slovenija in je snemal te efekte non-stop. In je hotel posneti efekt padanja jabolk z drevesa. To je postavil mikrofon, imel tisto staro Nagro in je to postavilo to je na uro, potem je šel na jablano, je tresel. Jaz sem gledal tega očeta na drevesu, kako to trese to jablano in sem si mislil, pa kakšen je to poklic, da moraš takole na jabolku, tele jabolka. In mi je popadil nek smeh, ker je oče pač ta prvi posnetek efekta poslušal, na njemu je bil samo ta moj smeh, jabolka so bila pa nažalost že na tleh, tako da... Samo še tale napis, Hakuna Matata, zabaven. Jaz mislim, da večinoma smo ga spoznali v risanki Levi kralj, ne? To mi je letos prinesel brat iz dopusta v Afriki in mislim, da se zelo poda na to našo zidanico. Pomeni pač problem-free philosophy, ker pomeni, da jaz mislim, da nekako, ko se enkrat zadržujemo v tem okolju tukaj, ni problemov, ali pa pač tisti trenutek pozabimo na vse probleme. Problemi so v Ljubljani, tle v Beli krajini. Druge.